Ko je Volkswagen prvič v živo predstavil svoj ID, so rekli, da je to njihova tretja revolucija. Prva je bila hrošč, druga Golf, tretja je pa torej ID. To je njihov prvi popolnoma električen avto, razvit na popolnoma novi arhitekturi, ki je bila razvita seveda za polna električna vozila. Cel kup jih bo pripeljali, ne samo značko V2V, ampak mene zdaj zanima točen tale, ID3. ID je nova oznaka za družino električnih avtomobilov pri Volkswagenu, 3 je pa velikostni razred, tako da že zdaj veste, da bodo v prihodnosti pripeljali tudi ID1, ID2, 4 je itak že pred vrati, tako da ja, teh avtov bo res cel kup. Pri Volkswagenu verjamejo v elektrifikacijo, kaj pa mi, vedno tečni novinarji? Dokler se z avtom takole lepo pelem, je vse super. Brez ene prave pripombe, razen malenkosti, ki pač motijo mene, ker sem razvajen. Ko pa je treba tole zadevo napolniti, ker se želim peljati daleč, potem pa tako kot pri čisto vsakem električnem avtu, tudi tukaj nastanejo težave. Mislim, težave. Pač vsako pot je treba ekstra planirati in si vzeti za to več časa, kar pa dvomim, da danes želi večina voznikov. Zato se v tem testu ne bom ukvarjal s tistimi, ki prevozite vsak dan 300 km in več, ampak s tistimi, ki jih naredite vsak dan največ 200. Koliko pa je takšnih, ki vsak dan prevozijo 300 in več, se boste vprašali? Ja, v bistvu zelo malo. Zato je takšen avto lahko primeren za večino voznikov, ki pač niso živčni vsakič, ko tukaj kaže, da je baterija že pol prazna. Ja, marsikdo se ne zaveda, da avti večino časa svojega življenja stojijo in takrat se lahko mirno polnijo. Je pa tukaj seveda še drug problem, kje jih boste polnili. Ampak spet, to je vaš problem, ne pa problem tega avta. ID3 se na izmeničnem toku polni z 11 kW, kar pomeni, da bo poln v dobrih 5 urah, če imate doma hitro polnilnico. Na takšni hitri polnilnici na avtocesti s 50 kW se pa polni približno 3 do 4 km na minuto, kar pomeni, da se boste ustavili za pol urce, ga napolnili za približno 100 km nadaljne vožnje s hitrostjo tam okoli 130 km na uro. Sicer ID3 sta hudo baterijo omogoča celo polnjenje 125 kW, tale pa 100 kW. Samo na avtocesti še nimamo toliko hitre polnilnice, ko bomo pa imeli, baje že letos, pa to pomeni, da se bo napolnil za naslednjih 100 km samo v 15 minutah. To je pa že fino. Pri ID3 sem se najprej moral navaditi na minimalizem. Ja, vse skupaj je mogoče na hiter kar preveč enostavno od vklopa do upravljanja, da sem si dejansko moral vzeti kar nekaj časa, da sem vse preštudiral. Pa je zelo enostavno, v bistvu težko bolj. Ok, še vedno imam raje več klasičnih gumbov, klej jih praktično ni, oziroma niso za pritisniti, ampak bolj takole za dotikati. Ja, tukaj je še ok, ne? Na volanu mi pa ni preveč všeč, ker so včasih preveč, drugič pa premalo občutljivi in bi velikokrat takšne, kot so recimo na volanu Golfa. Je pa veliko prostora. Zunanje mere so zelo podobne Golfovim, ampak je zaradi drugačne arhitekture v kabini več zraka. Tule spredje je prav fino, sploh ker sta sedeža res dobra in zelo dobro nastavljiva. Pa teli naslonjali imata, tako da je tudi vožnja na avtocestah zelo prijetna. In ker je menjalnik tukaj na vrhu, nič ne moti, če je tole ves čas dol, ker ni tlele za predstavljati, ampak. In zadaj je prav tako veliko prostora, svojo poprečno višino nimam prav nobenih težav sedeti tukaj, seveda pa pri dobrem občutku pomaga še to, da ima pri bogati opremi First tole veliko panoramsko streho. Pa prtljažnik, spet enak velik kot pri Golfu. Evo, ima tudi tole uporabno polico, da pod njo zmečeš te umazane polnilne kable. To je pa to, nobenih kompromisov pri praktični uporabnosti, ker je električen. Najprej sem bil tudi skeptičen zaradi ogromnih platišč, kar 20 palcev merijo in s to obliko res dobro izgledajo. Ampak je podvozje že v osnovi prilagojeno takšnim kolesom, ker zaradi regeneracije enostavno morajo biti večja. Ni pa zato nič manj udobno. Saj se čutijo kakšne razpoke na cesti, ampak nikoli nisem imel občutka, da je vse razglašeno. Vožnja je večinoma zelo prijetna, ker je kabina super zadušena in znotraj je vse lepo tiho. Ja, če znate uživati v tem in v svoji glasbi, bo v tem razredu avto težko bolje. Moči je velik, 150 kW, kar so 204 konji, pa 310 Nm navora z mesta.
To pomeni, da do 100 pospeši v samo 7,3 sekunde in da boste na vseh semaforjih v Ljubljani prvi. Gre pa največ 160 km/h, kar je v bistvu tudi dovolj. Se itak ne boste peljali tako hiter, da bo doseg večji. Še ena posebnost oziroma podobnost s prvim hroščem. Tukaj sta pogon in motor zadej. Ja, zadej. Ampak elektronka tako dobro deluje, da mi zadek ni niti enkrat pobegnil, ko sem preveč pritiskal na tale pedal. Ceste se pa v bistvu odlično drži, ker je težišče tako nizko. Tudi dober občutek na volanu pomaga in čeprav je pri vseh električnih avtih med vožnjo vse skupaj nekako odtojeno, ker ni tistega surovega občutka, ki ga ponuja navaden ropotajoč motor, je vseeno lahko zelo hiter in do neke mere celo zabavno. Ker gre toliko hiter, to sem mislil, hitrost kar nabira, obenem pa nič ne ropota. Pa vidite, da je dobro sestavljen, ker tudi nič ne škripa. Cena? Ja, cena. Za osnovni ID.3 bo treba odšteti 35 jurjev, kasneje pripelje še malce cenejši. Za tega srednje zmogljivo baterijo in zelo bogato opremo First pa 51 jurjev, brez subvencije. Ja, ne bo za šparat, bo pa za uživati v enem najbolj revolucionarnih avtomobilov za Volkswagen po Golfu daljnega leta 74.